Mestna občina Kranj se v letu 2023 ponaša z nazivom Evropska destinacija odličnosti in je že od lani v misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, ki si prizadevajo, da bodo do leta 2030 ogljično nevtralna in kot takšna tudi vzor za ostale. Kranj je v letu 2023 pridobil platinasti znak, najvišji v zeleni shemi slovenskega turizma. Infocenter SOS Proteus, ki obiskovalce izobražuje o človeški ribici in pomenu ohranjanja virov podzemne vode, je globalna organizacija Green Destinations oktobra 2023 uvrstila med 100 najbolj trajnostnih zgodb na svetu. Med najbolj udarnimi občinskimi mejniki v letu je zagotovo pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za gradnjo javne komunalne infrastrukture v poslovni coni Hrastje in rekonstrukcijo ceste od naselja Hrastje do glavne ceste Šenčur-Kranj. Gre za največji razvojno-investicijski projekt občine v zadnjih desetletjih. V javnih zavodih mestne občine Kranj se namesto vozil na fosilna goriva vse bolj uporabljajo električna, vse skozi se postavljajo nove e-polnilnice za osebna vozila in avtobuse. Po mestu in okolici so na voljo parkirna mesta za souporabo električnih vozil. Kranj povezuje 73 km kolesarskih površin, ki bodo še rastla. Širijo enega največjih elektrificiranih sistemov za izposojo koles v Sloveniji, kar s kolesom. Na voljo je že 30 postajališč. Novo parkirišče na Zlatem polju, prvo parkirišče Park and Ride, parkiraj in prestopi na Gorenjskem, je namenjeno predvsem dnevnim uporabnikom, ki prihajajo v Kranj v službo ali šolo. S parkirišča pa lahko pot nadaljujejo na trajnosten način. Nova parkirna mesta za osebna vozila in motorje ter e-polnilnica so ob Savski cesti, na Partizanski cesti pa je novo parkirišče za avtodome. Med investicijami na področju šolstva izstopa gradnja in opremljanje prizidka na osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj z novo telovadnico. Letos nadaljujejo z energetskimi sanacijami na osnovnih šolah in vrtcih. V teku je obnova mosta čez Savo. Dela se bodo podaljšala zaradi posledic avgustovske ujme. Pešcem in kolesarjem je most na voljo za uporabo od konca novembra. Za motoriziran promet pa ga bodo odprli predvidoma spomladi. Na prioritetnem seznamu investicij za leto 2024 je urejanje mostu pri nekdanji Planiki. Kako nujna potrebna je sanacija mostu, je potrdila avgustovska ujma. V mestni občini Kranj pozdravljajo in spodbujajo iniciativo zasebnih investitorjev pri gradnji novih stanovanj. Na lokaciji nekdanje mlekarne se je pričela gradnja soseske Kranjska Iskrica, zemeljska dela potekajo za sosesko Dolno na Zlatem polju, soseska ob Savi pa je v načrtu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Stražišče bo prihodnje leto dobilo 66 novih stanovanj, od tega 30 oskrbovanih. V Kranju tako uresničujejo cilj zgraditi 1000 novih stanovanj v 2 mandatih. Prav tako so v 2 mandatih nameravali v občini zasaditi 1000 dreves. Z letošnjo jesenjo so to številko že presegli. Svojo trajnostno zgodbo ozelenjevanja mesta bodo še nadaljevali. Vzpostavili so nove zelene površine, kot je park slovenske himne. Na površini 7500 kvadratnih metrov gradijo tudi največji park v mestu, park dr. Janeza Blajvajsa. V Kranju aktivno vzpostavljajo digitalno platformo Pametni Kranj za podporo storitvam v mestu, zbiranje, obdelavo in predstavitev ključnih podatkov za boljše upravljanje ter kakovost življenja v občini. Že 3. leto izvajajo participativni proračun. Občanom je omogočeno neposredno sodelovanje s predlogi za izboljšave v krajevnih skupnostih, v katerih živijo. Poleg participativnega proračuna pa krajevne skupnosti prek svojih predstavnikov tudi izberejo projekte, ki jih mestna občina Kranj izvede. V Letencah se je tako uredila cestna infrastruktura, na Golniku se posodablja športni park.